Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni tudi na današnji redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Današnjo novinarsko konferenco bomo posvetili gospodarstvu, ukrepom na področju gospodarstva začasno povedane zaustavitve javnega življenja in ukrepom, ki jih je država sprejela za pomoč gospodarstvu. Med nami najprej zato lepo pozdravljam današnje 3 goste, državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Matejo Ribič, državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajdo Cuderman in generalnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije, gospoda Mitjo Gorenščka. Današnjo novinarsko konferenco pa kot običajno začenjamo z včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Ob opravljenih 5395 testiranih s PCR testi je bilo včeraj potrjenih 1080 novih okužb. Kar se tiče števila opravljenih hitrih testov, je to včeraj znašalo 47035. Poglejmo si te podatke v prvi izmed današnjih tabel. Kot že rečeno, je bilo včeraj potrjenih 1080 novih okužb, delež pozitivnih PCR testov pa je znašal okroglih 20%. Število hitrih testov je znašalo preko 47 000 in kot je razvidno iz tabele, je bilo podobno število hitrih testov opravljeno tudi en teden nazaj, se pravi 22.3., ko je znašalo 47 037. Glede na včeraj potrjene okužbe med občinami izstopajo naslednje občine. V Novi Gorici so včeraj potrdili kar 42 novih primerov, v Šempetru Vrtojba 11, v Ajdovščini eno manj, se pravi skupaj 10. V Kopru je bilo včeraj potrjenih 34 novih okužb, v Divači 14, v Sežani še 2 več, se pravi skupaj 16. Iz Kranja poročajo o 32 novih okužbah, iz Škofje Loke pa o 14. V Celju so včeraj potrdili precej novih primerov in sicer skupaj kar 77, v Šentjurju so potrdili 19 novih okužb, v Žalcu 30, v Novem mestu pa so jih našteli 22. V Ljubljani je bilo včeraj skupaj potrjenih 136 novih okužb, v Mariboru pa 59. Precejšno število na novo potrjenih okužb se odraža tudi v grafu, ki prikazuje 14-dnevno incidenco. In sicer na ravni države 14-dnevna incidenca znaša 595,6, še naprej se žal povečuje. Najvišja 14-dnevna incidenca ostaja v regijah, ki so trenutno na zemljevidu obarvane z rdečo, to so Goriška, Koroška in Obalno-kraška regija. Najnižja pa ostaja 14-dnevna incidenca v Posavski, Pomurski in Gorenjski regiji. 7-dnevna incidenca potrjenih primerov na 100 000 prebivalcev se tudi žal še naprej povečuje, na ravni države znaša 319, najvišja je v Goriški regiji, ki precej odstopa glede na to število od ostalih regij, in sicer v Goriški regiji 7-dnevno število potrjenih primerov na 100 000 prebivalcev znaša 476, sledi potem Savinjska regija, njej pa Obalno-kraška, osrednjeslovenska regija, Koroška in še Primorsko-notranjska regija. Vse te naštete regije imajo 7-dnevno incidenco, ki je višja od državnega povprečja. Na spodnjem delu grafa pa še vedno ostaja Posavska, tista regija, ki ima najnižjo 7-dnevno incidenco. 7-dnevno povprečje okužb se žal še vedno povečuje. Današnji podatki NIJZ kažejo, da to povprečje danes znaša 957. V bolnišnicah se danes zdravi nekoliko manj pacientov kot včeraj, in sicer skupaj 515 COVID pacientov. Te podatki so razvidni tudi na naslednji sliki. Ta prikazuje obarvanost naše države glede na načrt sproščanja ukrepov, ki je v veljavi do četrtka, ko se zadeve spreminjajo in ko se začasno ustavlja javno življenje. Država je še vedno obarvana rdeče. Kot sem že povedala, 3 regije ostajajo obarvane rdeče, to so Koroška, Goriška in Obalno-kraška regija. Posavska regija pa je trenutno edina regija, ki je obarvana rumeno. Kot je razvidno še iz številk, današnje povprečje znaša 957 in se zelo približuje in precej hitro žal meji, ki je določena za oranžno fazo, ta je postavljena pri 1000.
Poglejmo si še podrobneje razmere v naših bolnišnicah. Skupaj, kot že povedano, bolnišnično oskrbo danes potrebuje 515 pacientov. To je 11 manj, kot smo poročali včeraj. Na intenzivni terapiji se danes zdravi 7 pacientov, manj kot včeraj, skupaj 105 pacientov. Včeraj je bilo v bolnišnice sprejetih veliko novih oseb, in sicer 65, iz bolnišnic pa je bilo včeraj skupaj odpuščenih 61 COVID-19 pacientov. Tudi včeraj smo žal vnovič zabeležili smrti, in sicer umrlo je žal 15 oseb. Poglejmo si za konec tega dela novinarske konference še naslednji graf. Ta kot običajno prikazuje število sprejemov in odpustov iz naših bolnišnic. Iz grafa je razvidno, da je število sprejemov v zadnjih dneh, še posebej včeraj, višje, kot smo poročali v prejšnjih tednih. K sreči je bilo včeraj odpuščenih več bolnikov, to je verjetno tudi posledica tega, da je bilo čez vikend manj odpusta, kar je običajno. Žal pa je včeraj bilo zabeleženih več smrti, kot sem povedala, 15, in iz grafa je razvidno, da je to najvišja številka na prikazanem grafu od začetka meseca oziroma od začetka meseca februarja. Naslednja slika oziroma graf prikazuje trend zasedenosti postelj v naših bolnišnicah. Še vedno je zasedenih več bolnišničnih postelj, kot je kazalo pred slabima 2 tednoma. Nekoliko manj jih je danes zasedenih v primerjavi z včerajšnjimi podatki, a trend še vedno ostaja, da se število zasedenih postelj v naših bolnišnicah povečuje. Pa še numerični prikaz podatkov. Kot že rečeno, se skupaj v bolnišnicah zdravi 515 pacientov, na oddelkih intenzivne terapije pa 105. Na navadnih oddelkih imamo danes 410 zasedenih postelj, to so 4 postelje manj, kot so bile zasedene včeraj, ko je bilo zasedenih 414 postelj.